Dogodki, kot so športna tekmovanja, kulturne in kulinarične prireditve, konference in festivali, so priložnost za druženje in sprostitev. So pa tudi vir emisij toplogrednih plinov, ki nastajajo zaradi prevozov, porabe energije, ponudbe hrane in pijače, infrastrukture ter nastajanja odpadkov. Zato je s podnebnega vidika najbolje, če se dogodkom v živo lahko izognemo in jih na primer nadomestimo s telekonferencami. Če pa dogodke v živo organiziramo, lahko z uvedbo podnebju prijaznejših praks zmanjšamo emisije, poleg tega pa jih izkoristimo za ozaveščanje in za spodbujanje trajnostnega ravnanja obiskovalcev in partnerjev. V Sloveniji je moč najti številne praktične rešitve, ki zmanjšujejo izpuste toplogrednih plinov. Kako jim je uspelo? Ne glede na raznolikost dogodkov, največ emisij toplogrednih plinov praviloma povzročijo prevozi. Opravijo jih obiskovalci, pa tudi organizatorji in nastopajoči, ter dobavitelji izdelkov in izvajalci storitev. Zato je spodbujanje trajnostne mobilnosti vrhovno vodilo organizacije podnebju prijaznejših dogodkov. Organizatorji tekmovanj v nordijskih disciplinah v planici obiskovalce že vrsto let spodbujajo k prihodu v dolino pod Poncami brez avtomobila. Pred dogodki je vedno močno okrepljeno obveščanje o spremenjeni prometni ureditvi ter o možnostih in prednostih prihoda v planico z javnim prevozom. V času tekem je zagotovljen brezplačni kombinirani prevoz z vlakom in avtobusom od katerekoli železniške postaje v Sloveniji do planice in nazaj. Za prihod v planico z javnim prevozom sem se odločil, ker sem redni uporabnik javnega prevoza. Tudi avtobusne povezave z Ratečami so dobre. Vožnja je trajala slabo uro. Z avtom bi sicer okoli 40 minut, ampak mi v tem času ni bilo treba skrbeti glede vožnje in stanja na cestah, pa tudi s parkiranjem nisem imel težav. Dogodki so pogosto povezani tudi s precejšnjo porabo energije. Organizatorji kulinaričnega dogodka Kranjska dolga miza so za prizorišče izbrali grad Kizlstein, ki se oskrbuje z brezogljično elektriko. Poleg tega se dogodek odvija na grajskem dvorišču, tako da so edini porabniki elektrike ozvočenje in diskretna večerna osvetlitev. Ničelne emisije iz porabe električne energije prispevajo k zmanjšanju ogljičnega odtisa dogodka. Prizorišče se poleg tega nahaja v centru mesta Kranj, kar domačinom omogoča prihod na dogodek peš, s kolesom in mestnim potniškim prevozom. Hrana je zelo viden del dogodkov. Umanotera na svojih dogodkih vedno poskrbi za podnebju prijaznejši catering, ki temelji na ponudbi ekoloških, lokalno pridelanih sezonskih živil rastlinskega izvora. Kava in čaj sta iz pravične trgovine. Dogodki so tudi odličen komunikacijski kanal. So priložnost, da obiskovalci izkusijo nizkoogljične prakse ter se poučijo o njihovih koristih. Ravno zato v Umanoteri podnebju prijaznejše pogostitve ne zgolj ponujamo, ampak o njej tudi obveščamo v vabilih ter z oznakami na prizorišču. Prizadevamo si tudi za naročilo ravno pravih količin živil, tako da ne nastaja odpadna hrana. Če pa dogodku vseeno ostane hrana dobre kakovosti, naj nikoli ne postane odpadek. Postrežba hrane je na dogodkih pogosto tudi največji povzročitelj odpadkov. Pri tem je najbolj problematična plastika. V nevladni organizaciji Ekologi brez meja smo razvili smernice za zero waste prireditve in organizatorje podpiramo pri preprečevanju nastajanja odpadkov, ponovni uporabi in ločenem zbiranju odpadkov. Pri nas je mogoče tudi izposoditi kozarce za večkratno uporabo in zastave za označevanje ekoloških otokov. Organizacija podnebju prijaznejšega dogodka zahteva upravljanje z emisijami in načrtovanje ukrepov za zmanjšanje emisij. Pri tem lahko organizatorjem pomaga izračun ogljičnega odtisa. Na poslovni borzi Konventa, ki jo v Ljubljani organiziramo že od leta 2009, vztrajno in sistematično merimo ogljični odtis dogodka. Skladno z našo trajnostno zavezo rezultate transparentno delimo z udeleženci, z vsemi partnerji ter vsemi drugimi, ki lahko naše rezultate in spoznanja uporabijo za učenje o tem, kako dogodke organizirati na bolj trajnostni način. Številni udeleženci sejma pridejo iz tujine in okrog 3/4 ogljičnega odtisa predstavljajo emisije zaradi njihovih prevozov. Druga velika vera emisij sta poraba energije in hotelske nastanitve, manjši pa catering in odpadki ter voda. Z merjenjem ogljičnega odtisa smo pridobili realno sliko vplivov konvente na podnebne spremembe. To nam omogoča načrtovanje ukrepov za zmanjšanje emisij na najpomembnejših področjih, preverjanje njihove učinkovitosti
in doseganje stalnih izboljšav. Na kakšen način torej organizatorji zmanjšujejo ogljični odtis dogodkov? S spodbujanjem trajnostne mobilnosti, z izbiro energetsko učinkovitega prizorišča, ki se oskrbuje z energijo iz obnovljivih virov, s postrežbo podnebju prijaznejše hrane, s preprečevanjem nastajanja odpadkov ter s komuniciranjem in ozaveščanjem obiskovalcev in partnerjev. Podnebju prijaznejši dogodki so tudi privlačni za vse bolj ozaveščene obiskovalce in sponzorje. Po drugi strani pa so tudi veliko bolj sprejemljivi za skupnosti, ki jih gostijo. Vsak večji dogodek je en res velik, čudovit praznik. Še večji praznik pa postane, če potem, po dogodku, preostanejo po njemu zgolj lepi spomini.